Jaz sem prišla na delavnico v bistvu zato, ker se mi zdi krasna priložnost v bistvu izmenjave nekih znanj, izkušenj, povezovanja, sodelovanja in tako naprej. In je konec koncev vedno blazno dragocena izkušnja dobiti nek feedback o svojem delu, načinu razmišljanja in tako naprej. Z prve roke zvem, kaj je vse potrebno za nek predor v tujino? Sem prišla zdaj po eno drugačno percepcijo, ker sem tudi sama začela z nakitom. Da me malo usmeri, oziroma da vidim, kakšno mnenje ima tudi v mojih izdelkih. Velikokrat odhajam na študijsko izmenjavo in želim nekako potegniti od tega, kar se da več. Ne samo v iskanju službe, ampak tudi v iskanju sebe in znanja, ki me zanima. Da spoznam Laro, ker sem jo tudi že dolga leta sledila in vem, da je izdelovala tudi torbice, da je oblikovala. In vem, da mi lahko s prve roke marsikaj pove dobrega in na kakšen način uspeti v vzajemni. Res sem si jo želela spoznati, sem jo tudi želela par stvari vprašati, je bila zelo podporna, odprta in pripravljena pomagati. Tako da sem zelo zadovoljna. Mislim, da je najcenej se učiti na izkušnjah drugih. Ker če se sam na svojih, pol to še je trikrat dlje traja. Tako da vsak nasvet za enega tako uspešnega je zlata vreden. Res je bilo v tem kratkem času, se mi zdi, da sem dobila veliko informacij, tudi čisto praktičnih informacij glede moje spletne strani, kako pisati press release, kako se, ne vem, zmeniti z revijami in to. Nasvet za dejansko spet Instagram, kako je pomemben, in fotografije, da so fotografije za nas oblikovalce, ki veliko prodajamo prek spleta, so fotografije edini medij, pred kateri se lahko predstavljamo. Tako da so še več fotografij, še fotografij. Govorili smo o prodiranju blagovne znamke na trgu, o marketingu in prodaji in pa seveda o oblikovalskih razsežnosti in načinu izdelave, kako lahko izboljšaš kvaliteto oziroma ponudiš najboljši možen produkt trgu in strankam. Nekako mi je pomagala pri iskanju teh svojih rešitev, kjer se jaz trenutno nahajam. Ja, super je bilo. Jaz sem vesela, vedela sem, da sem tako en tak kameleon, da zelo veliko stilov sprobavam in mi je dala potrditev, da se moram malo bolj zožati, iti tudi tako malo bolj podjetniško gledati, bolj komercialno gledati in se usmeriti v to, kar zdaj trenutno, v čemer sem močna. Ja, je bil zaključek nekako tak, da go for it, je rekla Lara. Ta najbolj pomembna stvar je v bistvu imeti dober izdelek. Brez tega ni. Se pravi, prodiranje na trg je v bistvu drugega značaja. Sem tudi opazila pri nekaterih, ki so imeli že bolj razvito identiteto, bolj razvite izdelke, da so že imeli določene uspehe. Tako da to v bistvu potrduje to teorijo, da je najprej se zato, da moraš ustvariti dober izdelek in potem se stalo pride. To se je opazilo, veliko ljudi ni imelo dobre slike in slika pač v tem času vizualnih medijev je najbolj pomembna, ker ljudje ne vidijo izdelka, vidijo samo sliko. Tako da na svet kar ene pari ljudi bi bil investirati več v fotografiranje in več v vizualno komunikacijo. Zdaj se mi zdi, da vsi živimo na taki internacionalni sceni, tako glede na to, da živimo v globalnem svetu, tako da na en način je eno iz Slovenije ali pa eno iz Londona isto težko priti na internacionalno globalno sceno, ker je trg preveč nasičen, ljudje tudi ne vejo, kako bi odkrili nove talente. Tako da zelo težko je vsakmu priti ven iz te anonimnosti. Tako da je povsod težko. Takrat, ko sem začela, je bilo ni bil še čas razvitih teh internetnih medijev in tako naprej. Sploh še ni bilo socialnih medijev, tako da smo se zanašali bolj na časopise in revije in je bilo tudi manj oblikovalcev, teh je pa veliko več. In tudi veliko več grupa je, tako da je zelo težko se prebiti iz tega. Tako da zato jaz verjamem, da zmeraj je najbolj pomemben izdelek, tisti izdelek je tisti, ki bo poudaril.